Obramba v zadevi Teš ni uspela s predlogom za izločitev sodnice in tako se je danes sojenje nadaljevalo. Prvoobtoženi Uroš Rotnik domnevnih nepravilnosti pri gradnji Teš 6 ni priznal, zavrnil je vse očitke iz obtožnice. No, je pa krivdo priznala družba, to je nekdani Alstom, ki je s Tešem sklenil sodno poravnavo, po kateri mora plačati 23 milijonov evrov kazni. Več pa pojasni Staša Lozar. Po več kot desetletju preiskav zjutraj končno sojenje 10 fizičnim in 2 pravnima osebama v zadevi Teš ter priznanje krivde družbe naslednice nekdanjega Alstoma, dogovor s tožilstvom in 23 milijonov evrov kazni morda nista presenečenje, potem ko je Alstom spomladi že pristal, da zaradi Teša HSE-ju plača odškodnino 261 milijonov evrov. Alstom je dobil nove lastnike oziroma je bil kupljen strani ameriške multinacionalke General Electric, katere politika je seveda, da zadeve rešuje sporazumno, z dogovorom. Nekaj ur kasneje pa prvoobtoženi Uroš Rotnik krivde ne prizna. Bržkone v izogib medijem je na sodišče prišel z nekajminutno zamudo in se nato po obravnavi izmuznil skozi zadnja vrata. Komentar priznanja Alstoma takole iz ust njegovega odvetnika pred odločitvijo sodnice o sprejemu priznanja. Če bo priznanje krivde sprejela, potem je to seveda zelo neugodno za vse obdolžence v tem postopku. To je jasno. A doda, da mu ni jasno, zakaj se je Alstom odločil, kot se je. Ker ni nobenega dokaza, da je bil bodisi Rotnik, bodisi Alstom vpleten v kakršnakoli protipravna ravnanja v zvezi z blokom Teš 6. Likvidacijski upravitelj drugega obtoženega podjetja se medtem ni želel izreči o krivdi, saj čaka na odločitev skupščine podjetja, enako nefinančnik Bojan Pušnik. Ostali pa kot Rotnik krivde ne priznavajo, med njimi davčni svetovalec Darko Končan. Absolutno ne, ker sploh ni bilo take dejanja. Hvala. Tožilstvo pa medtem nima odgovora, zakaj primer, ki so ga kriminalisti začeli pred 11 leti in v njem posumili na kar 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri gradnji Teša, traja tako dolgo. Specializirano državno tožilstvo je vložilo zahtevo za preiskavo v jeseni leta 2014 in preiskava je trajala 4 leta in pol. Je to običajna praksa? Čemu to pripisujete? Ne, to ni običajna praksa. Primer sicer zastara čez 7 let. V prihodnjih dneh bodo zaslišani še 4 obtoženi, vsem pa zaradi suma zlorab položaja in pranja denarja grozi do 20 let zapora. V nadaljevanju oddaje